kdo bo koordiniral in kdo bo vodil posvetovalno skupino. Če sem to jaz ali nisem jaz, je pravzaprav precej relevantno. Tisto, kar je pomembno, je, da, kar vam jaz danes zapovedati, da nudim epidemiološko interpretacijo trenutne epidemiološke situacije, trenutnih številk in jasna navodila, kakšna so priporočila za naprej. To je moja naloga in to sem dolžan ljudem, dokler sem predstojnik Centra za nalezljive bolezni. In situacija je sledeča. Številke, situacija je resna, pomembno jo je spremljati, ampak ni tako grozno, kot mogoče izgleda na prvo oko. Zakaj? Bomo tudi utemeljil. Zato, ker sam če slonimo na številkah in na podatkih in na dejstvih, lahko gremo naprej strukturirano in razumljivo. Številke so v porastu, število okužb je v porastu, včeraj 1217. Ta trend lahko tudi pričakujemo, da bo še nekako šel gor. Isto se dogaja tudi drugod po Evropi in po svetu. Zakaj in kaj lahko naredimo? Zakaj? Večji del tega je razlog pravzaprav nove podrazličice omikrona, v tem primeru BA4, BA5. Bolj kot da bi bile bolj nalezljive, a ne vedno nekaj bolj nalezljivega in bolj nalezljivega. Pravzaprav tukaj je verjetno bolj v igri, koliko smo ponovno občutljivi na ponovne okužbe. Pazite, na ponovne okužbe, ne na hude poteke bolezni. Nekatere države so že dale ta val mimo, to je tukaj Južna Afrika. Učimo se izkušenj ostalih. Kaj se je zgodilo v Južni Afriki? Da pravzaprav ta BA4, BA5 val je bil nižji, nekako v absolutnih številkah, kakor predhodni še vedno omikron val. Kaj se je tudi zgodilo? Ta razcep še vedno obstaja, ki je značilen za omikron med okužbami in hudim potekom bolezni in smrti. In celo pri smrtih se je pokazalo v Južni Afriki, da je bil ta vpliv teh podvariant še manjši, kakor drugih omikron prejšnjih variant. In to so tista dejstva, ki nam pomagajo, kako naprej. Kaj imamo še tukaj na voljo? Imamo nekaj zelo pomembnega. Imamo kapital, ki smo ga zgradili. Imamo kapital, ki so ga ljudje si pridobili v 2 letih in pol, ki so bili izjemno težki. Ljudje, slovensko prebivalstvo, vsi mi, so pridobili kapital imunosti in ni bilo lahko. 2 leti in pol nas je stalo. In ta kapital smo pridobili z cepljenjem v ospredju, s prebolevnostjo in sedaj hibridne imunosti. In kaj ta kapital nudi? Ta kapital nudi to, da je epidemiologija te bolezni sedaj drugačna in da se lahko z njo drugače spopadamo. Vse to smo že začeli, pravzaprav, tudi predhodno. 15.2. smo imeli srečanje na Brdu, katere smo predstavili nova dejstva, ki jih omikron prinaša. In kaj? Takrat se ukinile karantene, recimo, in tudi pristopi so bili drugačni. Ne obvladujemo več število primerov, ampak obvladujemo hude poteke bolezni. To je tista razlika. In kako bomo to dosegli? Z močnimi javnozdravstvenimi priporočili. Kaj so močna javnozdravstvena priporočila? V teh zadnjih 2 letih in pol, če jaz to rečem, verjetno kdo zastriže za ušesje. Kaj je prva asociacija? Prva asociacija je odlok, obveza, kazen. Verjetno to. To ni močen javnozdravstveni ukrep, ni nikoli bil. To je obliž, ki je smiseln, ne delamo revizionizma za nazaj. Epidemiologija te bolezni je bila drugačna predhodno. Ampak to je kratkotrajni pristop. Sedaj treba iti drugače. Močen javnozdravstveni ukrep, če vprašate tiste, ki to delamo in smo se to učili, je nekaj drugega. Močen javnozdravstveni ukrep, močno javnozdravstveno priporočilo je pravzaprav priporočilo, ki je kaj? Ki je dostopno in sprejemljivo in je družbeno sprejemljivo. In to je pristop, s katerim bomo šli naprej in to je priporočilo za to poletje naprej strani epidemiološke stroke. Kaj pomeni? Da vsak ima na voljo, da upravljanje tveganja je nekako bolj na ravni posameznika, ki seveda pomisli tudi na drugo in družbo. In kaj imamo tukaj? Paleto orodij, ki jih imamo na razpolago. Tole ni odkrivanje tople vode, ampak je paleta orodij, ki skušamo narediti, da so čim bolj dostopna, jih bomo tudi skušali širiti, ampak vsak posameznik bo prostovoljno se odločil, po čem bo posebno. Ene zadeve so bolj sprejemljive, bolj razumljive za nekoga, ene za drugega. In zdaj gremo čez 5 od njih, ki so tista jasna priporočila, ki moram danes podati. Cepljenje ostaja najbolj učinkovit ukrep za zaščititi svoje zdravje. In brez da čakamo na nove prilagojena cepiva, osnovno cepljenje in poživitveni odmerek je tisto, ki je omogočilo, da je ta diskrepanca med hudim potekom bolezni in pravzaprav okužbami. In zato lahko je epidemiologija omikrona in covida
drugačna. To pomeni, nikoli ni prepozno. Tisti, ki se še niso odločili, se lahko še vedno odločijo sedaj je pravi čas, vedno je pravi čas, osnovno cepljenje in poživitveni odmerek. Nedavno objavljen članek v Lancetu pove, da v zadnjem letu 185 držav cepljenje je preprečilo približno 20 milijonov smrti. To je tisto, o čem govorimo. Podatki slovenski kažejo, da ob omikron valu pri populaciji nad 65 let še vedno kaj? Še vedno učinkovitost cepiva krepko čez 90%. Ne rabi čakati, zdaj je pravi trenutek. Za imunokompromitirane osebe pride upoštev tudi drugi poživitveni odmerek, kakor po priporočilih PSC-ja. Tukaj imamo cepljenje, tukaj imamo, če si bolan, ostani doma. Nikoli ne moreš vedeti, če je tvoja soseda noseča, če je tvoj sosed pravzaprav kaj. Jutri bo začel zdravljenje za kakšno hudo prekoraka. Pomislimo tudi na druge, ne širimo naprej. V redu, obvladujemo hude poteke bolezni, ampak to ne pomeni, da epidemiološko nam je v redu, ali pa družbeno nam je v redu, da zdaj poblaznelo številke divjajo vsem pa tja. Še vedno naredimo na družbeno sprejemljiv način vse, kar se da, da je številko okužb še vedno čim manjše, in val, če ćemo temu tako reči, čim krajši, in čim nižji in čim krajši, točno tako. To je ta pristop. Torej, če si bolan, ostani doma, še vedno ostaja zračenje, osrednje, bo tudi v raznih priporočilih skupine verjetno osrednje orodje, sprejemljivo in ga moramo narediti to, da je dostopno. To je tisti problem. Po drugi strani imamo tukaj le še maske. Delo na domu, delo na domu ni dostopno vsem. Je pa učinkovito orodje in se zavedamo. Zato vsak bo odločil, katero orodje za njega primerno in se ga lahko posluži. Maske, ki sem jih omenil, kamen spotika in česarkoli drugega želimo. Umirjeno, s hladno glavo umirimo žogice in pomislimo na maske. Ob povečanem številu primerov, maska še vedno orodje, ki lahko zaščiti tebe in lahko zaščiti druge, najbolj primeren v zaprtih, prenatrpanih prostorih. To je priporočilo. Če se boste dali gor ali ne, se bo vsak odločil sam. Bo vsak upravljal svoje tveganje sam. To so to priporočila. 5 jih je pravzaprav. Ni nič posebnega, ni odkrivanje tople vode. Je pa način, s katerim in kapital, ki smo si ga vsi skupaj priborili, da se lahko sedaj gremo tega. V redu. Pa vseeno je primerno še 2 besedi vseeno o posvetovalni skupini. Najbolj pomembno je, ker ste slišali, da to ni najbolj zahvalano vsem, ki so se pridružili 10 krasnih strokovnjakov, sebe izvzamem, seveda, ki pokrivajo široko področje, imajo obilico znanja in sem prepričan, da bojo znali snovati pristope, ki bojo smiselni, strokovno utemeljeni, sprejemljivi. Ampak prava novost so pa delovne skupine. To ne bo 11 oseb, ki bo predlagalo o vsem možnem. To je 11 oseb, ki bo pretresalo, ne pretresalo, tehtalo bo priporočila, ki bojo prišla iz delovnih skupin, specifičnih delovnih skupin, ker bojo širša paleta strokovnjakov namenjena na posamečna področja, da ne bom predolg, ampak dva primera moram dati. Sistem spremljanja, to, ko delamo na Centru za nalezljive bolezni, je treba nadgraditi, ne bomo več spremljali številke COVID-a, kot smo jih sedaj, zato imamo nove sisteme, spremljanje v bolnišnicah, e-pisarje, že sedaj deluje, spremljanje v odpadnih voda, vse to bomo nadgradili in izoblikovali še boljše, seveda spremljanje različnih, NLZOH in IMI, še vedno pravzaprav osrednje. DSO je osrednja tema, ki zdaj se zasluži svoj work package, šole, higiena, prezračevanje in vse, kar zraven spada, delovna skupina, kjer pač morajo biti noter vsi relevantni deležniki, da bo lahko skupaj z nami snovali pristope, ki bodo kaj? Ki bodo sprejemljivi, razumljivi in pravzaprav izvedljivi. Toliko o tej skupini. Še nekaj, to pomeni, da prvič se bomo sestali, ne moram prejudicirati delo skupine, prvič se bomo sestali sedaj v začetku julija in pokazali potem tudi dodatne strateške usmeritve v polovici avgusta. Kaj lahko pričakujete, da ne bo strah? Najbolj delovali bomo po scenarijih. Verjetno bojo 3 scenariji v ospredju, ampak tisto, ki je danes pomembno in je tudi vezano s poletjem, je pravzaprav, da najbolj verjeten scenarij je, da ta kapital imunosti in zaščite ostaja relevanten, da omikron in to ločenje med hudim potekom bolezni in okužbam ostaja, ta vrzel ostaja, tako široka, kot je sedaj. In to pomeni, da kaj bo delo skupine? Samo razširiti to paleto orodij in jih narediti čim bolj dostopne, da bo lahko osebe prostovoljno izbirale med njimi.